Dobro večer, lepo pozdravljeni, hvala, da ste prišli kljub prihajajoči ledeni dobi. Danes nas čaka predavanje o mangah, ki se jim tukaj mogoče ne posvečamo prav velikokrat, ampak danes imamo odlično priložnost, da nam bo Eva Ule, publicistka, kritičarka, predstavila tudi to plat. Mimogrede, naj vas še povabim k dogodku, ki bo 13. maja, naslednja razlita tinta, ko pa bomo govorili z nominiranci za nagrado Vasje Cerarja, ki jo podarja Društvo prevajalcev Slovenije in se je letos odločila, da bo podelila nagrado za najboljši prevod stripa oziroma risoromana. Tako da vabljeni 13.5. Zdaj pa vabim k besedi Evo Ule, da nam malo bolj poglobi naše znanje ali pa predstavi sploh svet mang. Eva, izvoli. Evo, živijo, hvala Pija za napoved. Evo, lep pozdrav. To predavanje danes bo v bistvu zelo uvodno, ker nekako bomo v bistvu v tej eni uri, gledam na uro, koliko časa imam, probala v bistvu orisati, kaj mange sploh so in hkrati, kako so se časovno razvijale in kakšno je nekako stanje danes, kako v bistvu to tudi presega meje samega stripovskega formata, kako je to prišlo v pop kulturo. Skratka, veliko enih stvari, ki bi jih rada pokrila, zato tudi bomo v bistvu kar začela brez odlašanja. Najprej, kaj sploh je manga? V bistvu ni tako zakomplicirano, kot se mogoče sliši. To v bistvu je samo japonski izraz, oziroma kakor se ga danes razume, za stripe. Torej, to je nek krovni termin za stripe različnih žanrov in risarskih stilov, ki nastajajo na Japonskem. Tako kot bi recimo za stripe v Franciji rekli bande dessinée. To je približno nekaj takega. Nasprotno pa recimo na Japonskem imenujejo ameriške stripe komiku, s čimer pač vzpostavljajo neko razliko med stripovskimi tradicijami. Njihov glavni namen je v bistvu že od vsega začetka zabava, obstajajo pa tudi mange, ki so izobraževalne, tako kot jih poznamo recimo tudi na Zahodu. Recimo razlagajo neke zgodovinske trenutke, filozofske pojme, umetnostno zgodovino in tako dalje. Še ena recimo bolj nišna stvar, ki pa je vseeno precej zastopana, so pa tudi pornografske mange oziroma hentai. Podkrivajo torej res en širok spekter vsebinsko, in to bom tudi poskušala potem kasneje ponazoriti v samem predavanju. Verjetno se vsaj vizualno na prvi pogled mange najbolj razlikujejo po načinu branja. V bistvu se berejo od desne proti levi. To pa v bistvu zaradi tega, ker tudi Japonci berejo od desne proti levi in od zgoraj navzdol. In v bistvu to sem ponazorila tule pri eni precej preprosti shemi, kjer v bistvu ni dvoma, v katero smer to dogajanje poteka. Lahko pa se to precej zaplete, kot bom pokazala majčkeno kasneje. Običajno so mange črno-bele, včasih se zgodi tudi, da so neke strani barvne, sploh pri kakšnih lepših izdajah so recimo vključene neke originalne strani, ki jih je avtor naslikal in so marsikdaj tudi barvne. Poleg tega, da se mange berejo od desne proti levi, jih pa loči tudi nekaj formalnih in vsebinskih značilnosti, ki bi jih rada na začetku izpostavila, zato da ste lahko na njih pozorni potem naprej, ko bom kazala v bistvu primere, ker se mi zdi to najbolj smiselno, da lahko že sproti vidite, pač, kako se to dejansko udejanja v stripih. In če je recimo ta dva panela, če sta recimo precej jasna, je stvar že nekoliko bolj zakomplicirana v teh dveh primerih. V bistvu zelo pogosto je, da ni nekega dobesednega sekvenčnega pripovedovanja, velikokrat gre za neko prepletanje dogajanja, kot recimo vidite na desni strani, ko v bistvu ni pravzaprav jasno, kaj se je najprej zgodilo in mora bralec to nekako sam razbrati. Sicer še zmeraj lahko začnemo z branjem na desni zgoraj, ampak kmalu opazimo, da ni zares neke sekvence, po kateri bi lahko zelo jasno razbrali neko zgodbo. Medtem ko na levi strani je en dober primer eksperimentiranja s kadriranjem. Zelo pogosti so v bistvu te poševni paneli, tudi celostranski prizori in prikrivanje prizorov. Recimo, da neko orožje v bistvu nekako prodre v drugi kvadratek. S tem pa v bistvu vzpostavljajo neko dinamiko dogajanja. To je zlasti
priljubljeno ali pa popularno pri nekih akcijskih naslovih, oziroma se tam najpogosteje pojavlja. V bistvu to kot posebnost navaja tudi recimo Scott McCloud v svojem delu Kako razumeti strip. Poleg tega pa izpostavlja tudi to, da mange eksperimentirajo tudi z načinom pripovedovanja, recimo da vključujejo razne flashbacke, hkrati pa recimo ponazarjajo neka čustvena stanja. Ne vem, liki se znajdejo v praznem prostoru, kar ponavadi kaže na to, da so v neki dilemi oziroma da je njihovo čustveno stanje nekako razburkano. Mogoče vam je znano tudi to, da so liki mang, kar mogoče se tu niti ne vidi najboljše, mogoče na levi še najbolj, da imajo tudi neko značilno estetiko. Praviloma so bolj suhceni, nekatere njihove poteze so lahko groteskno povečane oziroma nekako poudarjene. Značilne so tudi neke večje oči, recimo na desni se to tudi vidi s temi, ne vem kako se reče, ampak kakor da se svetijo. Zašiljene pričeske, stilizirana oblačila, skratka to so vse neke značilnosti, ki so se v konvencionalni komercialni mangi zasidrale kot neka običajna prvina. No. Še ena značilnost pa je recimo tudi te celostranski paneli, ki so precej pogosti, oziroma sploh pri umetnikih, ki imajo nek bolj dovršen, poglobljen, natančen slog. In tudi tukaj v bistvu nastane problem, kako to sploh brati. Saj na vrhu nekaj teksta je, ampak potem je pa ogromno enega dogajanja, ki ga pač moramo razbrati sami. Poleg tega recimo, kar se sicer pojavlja tudi v ameriških stripih, so zelo pogoste črte, ki ponazarjajo gibanje. To je povezano zlasti z nekimi vozili, hitrostjo. Lahko so to pač avti, druga plovila in vozila. Je pa to zelo značilno v shounen mangah, kar je recimo skrajno desno. V bistvu ponazarja to hitrost in dinamiko gibanja zlasti pri bojevanju in v bistvu vidite, da vsak gre v eno smer in potem tudi ob trku gre za neko drugo dinamiko hitrosti in moči, ki jo pač to izkazuje. In v bistvu že na tej skrajno desni sliki pa vidite tudi še eno dosti pomembno značilnost mang. In to so namreč teli napisi. To so v bistvu napisi oziroma črke v japonski zlogovni pisavi katakana. In to je zelo, zelo značilno in v bistvu praktično v vsaki mangi to najdemo. Je pa mogoče nekoliko teže za prepoznati in razbirati, ko si pač nov v branju mang. Namreč gre za onomatopeje, ki so tudi inherentne japonskemu jeziku nasploh, zato tudi ne preseneča, da so v mangah tako zelo pogoste, še bolj pogoste kot v drugih zahodnih stripih. Ker recimo v zahodnem stripu vseeno vidimo nek boom, ko se nekaj zgodi. No, ampak tu pa ni mogoče tako zelo enoznačno, nekateri znaki imajo tudi več pomenov. Tukaj v bistvu navajam na PowerPointu samo nekaj primerov, kaj so recimo neke pogoste onomatopeje, ki jih lahko zaznamo. Pa poleg tega recimo mi onomatopeje uporabljamo za oponašanje glasov, recimo pač maček reče mjav, ne? Medtem ko oni pa uporabljajo to tudi za poleg človeških in živalskih glasov, tudi v bistvu za nežive stvari, za to, kako se narava oglaša, za opis nekega stanja, gibanja, občutij. Skratka, ful je en širok spekter, ki ga mi ne poznamo in to je zato lahko precej zoprno. V bistvu že tule na desni je recimo primer tega poka. V bistvu piše čudon, kar ponazarja pač to veliko eksplozijo, ali pa recimo čisto preprosto en ga, ki ponazarja to neko frustracijo, jezo. Pa navajam tukaj le še nekaj več primerov, zato da bo majčkeno bolj jasno. Recimo to je zelo pogosto v nekih prizorih bojevanja, recimo tu je ta en kja, ki je tudi zelo značilen za v bistvu sprostitev neke energije, za neko borbenost. Potem v recimo ljubezenskih mangah je zelo značilno, da v situaciji mogoče ni takoj čisto jasno, zakaj točno gre ali pa kdo so osebe, ampak v bistvu šele po teh onomatopejah prepoznamo, da gre recimo za njeno simpatijo, namreč tam spodaj sta znakca, ki v bistvu, mislim, ju preberemo kot doki doki, kar v bistvu reprezentira bitje srca. To ponavadi ponazarja, ne vem, da ti je nerodno ali pa da
si pač z nekom, ki ti je všeč, zelo na kratko. Niso pa vedno te znaki tudi tako zelo jasni, to recimo se vidi na tej tretji sliki, kjer v bistvu piše pan, sicer verjamem, da se to zelo slabo vidi, ampak tam spodaj tisti dve črtici s krogcem in tam zgoraj ena palčka, še z eno palčko zraven. No, to je to. Tako da te znaki tudi niso vedno zelo jasno vizualno v bistvu ločeni od ostalega dogajanja, ampak recimo pan reprezentira to, da se je tista neka reč na sredi zlomila. S tem, da ta pan lahko pomeni tudi recimo, mislim, je lahko napisan tudi ob nekem udarcu. Tako da tu gre za neko večplastno spomena. Ta zadnji recimo se mi je zdel pa samo pač smešen in se mi zdi zelo relatable. V bistvu dosa naj bi bil zvok, ko se sesedeš na nek stol in zato se ta sekvenca pač pojavi, ko se ta človek sesede na ta svoj fotelj, verjetno po dolgem dnevu. In tega je pač res ogromno, zato navajam tu še en primer, zlasti pri teh bitkah. Še bolj specifični in mogoče še mečkam bolj zoprni za prepoznavati pa so v bistvu simboli za čustva, ki jih mogoče tudi poznate, ker mange in anime nasploh je znam po pretiranih čustvih. To marsikoga tudi odvrne od branja ali gledanja, ampak tem znakom se reče mampu. In kažejo načeloma neko pretirano čustvovanje. Tukaj na desni so v bistvu neki zelo klasični znaki, ki jih verjetno vidimo tudi v kakšnih zahodnih stripih, ampak precej manj pogosto. Tu so pa praktično povsod. Recimo ta žilica, ki ti popoka na sencih, kaže na jezo. Taka solzica ob obrazu, ne vem, predstavlja neko zadrego. Ta kronica oziroma cikcakec skupaj z mimiko predstavlja neko presenečenje. Dosti pogosto in zelo specifično za mange je recimo tudi, da ti tema pade na oči. Mi imamo super frazem za to, ampak v stripovskem jeziku pa to dobesedno zgleda, kot da imaš senco in se tvoje oči skrijejo, kar se vidi recimo tudi na levi. Eni simboli so malo bolj jasni, drugi malo manj. Recimo en, ki je meni zelo dolgo ostal skrivnost, je krvavitev iz nosu, ki lahko ponazarja ali spolno vzburjenost ali pa navdušenje, tako da je spet zelo odvisno od situacije in ja, zelo bizarno specifično. In če tu lahko vidimo neko pretiranost čustev, recimo tudi levo je nek zelo klasičen prizor zgoraj, so pa po drugi strani značilne tudi te celostranski paneli, ki v bistvu sem jih omenila že mečkan par slajdov nazaj. Ko pa se mi tudi zdi, da so značilni za mange, v bistvu sploh bolj izurjeni umetniki si vzamejo ta čas, si dopustijo prostor, da si vzamejo dve strani, zato da pokažejo nek bolj miren trenutek. Tukaj konkretno se recimo prej dogaja neka velika bitka, kjer seveda vse zgleda zelo zmagovalno, potem pa se zgodi tole. In seveda te pač prisili, da se ustaviš, še enkrat razmisliš, kaj se je zgodilo in greš potem naprej. Tako da taki meditativni trenutki se mi zdi, da so kar pogosti in tudi vsebinsko precej pomembni. Zdaj pa v bistvu se bom odmaknila od teh formalnih značilnosti, ampak imejte jih v mislih, mogoče potem naprej, ko bom kazala primere, da vidite tudi, kako se to dejansko potem udejanja. Kakšni pa so formati stripov? Mi smo jih mogoče vajeni v knjižnem formatu. Na Japonskem pa ni ravno tako. Sicer obstajajo knjižni formati, kot lahko vidite pač tukaj na slikah. V bistvu najbolj dostopen format je kot neka naša mehko vezana knjigica, ampak je precej manjša kot recimo naša standardna knjiga. In to ponavadi združuje pač samo nekaj poglavij, ki se eventualno lahko združijo v večjo knjigo. Obstajajo pa zdaj tudi zbirateljske izdaje, recimo tam skrajno desno spodaj se vidi izdajo to mehko vezano ob neki deluxe izdaji, ki je tudi precej dražja. Boljši papirje, kontraste povečajo, zato da se v bistvu res te detajle, konkretno to je iz tele mange, zato pač lahko to govorim, ampak recimo, ko povečajo kontraste, se te črtice vmes med travami in vse detajle zadaj na nebu še bolj vidi, kot bi se jih na poceni papirju, ki se ga sicer uporablja, zato da so mange cenovno dostopne.
Obstajajo pa tudi recimo zbirateljske izdaje, kot je tale zgoraj desno. To pa v bistvu gre za neko kolekcijo, za zaključeno zgodbo, ki jo spet predstavijo v neki zelo lični ali škatli, ali so pač samo neke zelo lepe izdaje. Tu konkretno je neka škatla Akire v zelo lepi trdovezani vezavi. Ampak ko pa govorimo o mangah na Japonskem, pa v bistvu te knjižne izdaje niso tisto glavno. Tisto glavno so v bistvu revije. In to za sabo potegne tudi demografsko kategorizacijo mang, ki je mogoče nam tuja, zato ker Zahod pač ni privzel tega, da bi mange izdajali po posameznih poglavjih v revijah. In tu v bistvu so primeri 3 različnih revij, ki so zelo popularne, od nekdaj in še vedno so in še vedno zelo krožijo. Skrajno levo je recimo Shounen revija, torej revija za mlade fante. Na sredini je Shoujo revija, torej revija za deklice, skrajno desno pa je Kodomo revija oziroma revija za otroke. In v bistvu glede na to, kaj te zanima, kaj si želiš od vsebin, ki jih bereš, potem zbereš revijo, ki jo tudi želiš brati in konzumirati, ker se pa serija nadaljuje, pa seveda kupuješ revije kar naprej in v serijah, če te seveda naprej zanima. Zakaj pa v bistvu so revije tak big deal na Japonskem, ne? Bi se mogoče vprašali, zakaj ne bi rajš pač samo kupil cele knjige, kjer je zgodba že končana. V bistvu se moramo ozreti nazaj na to, kako so se mange sploh začele. Teorij o začetku mang je sicer več. Eni govorijo o tem, da se mange začnejo takrat, ko se začne umetnost na zvitkih in to se meni recimo zdi podobno, kot bi mi govorili, da je vaška situla pač že neka predzgodovina našega stripa. In v bistvu to tudi znanstveniki dokazujejo, da pač je malo za lase privlečeno. Medtem ko drugi teoretiki, ki nekako strip pojmujejo kot sekvenčno pripoved, v bistvu začetke mange iščejo v obdobju dinastije Meiji, torej v obdobju japonskega imperializma, ko so mange začeli uporabljati za propagandne namene, recimo podobno kot na Zahodu, ko so uporabljali razne karikature. Japonska se je pa takrat začela odpirati medkulturnim stikom, ki jih je prej dolgo časa zavračala. In v bistvu so prve revije nastale po zgledu zahodnih, zlasti ameriških revij, ki so jih tudi recimo umetniki, ki so potovali v Ameriko, pač prinesli nazaj na Japonsko. In kot že kažeta recimo pismenki v besedi manga, seveda njen pomen se je spreminjal skozi čas oziroma so jo drugače interpretirali, ampak ta pomen, pomen posamezne pismenke pa je recimo zabavna slika oziroma risba. In prav ta pomen se je v bistvu na začetku izpostavil, ker je šlo za neke karikature. In tu skrajno levo na sliki je v bistvu prva manga revija iz leta 1874, Eshimbun Nipponchi, ki sta jo zasnovala 2 umetnika, ampak je zaradi neuspešnosti izhajala samo za 3 številke. Ampak kljub temu, da v bistvu ni uspelo, da je pač to prvi neuspeli poskus v resnici, pa se je zagnala neka ideja, da so te revije cool in da mogoče pa bi to lahko gojili naprej, tako da so jima tudi že v 19. stoletju potem sledili z naslednjimi revijami. Pomembno pa je poudariti, da recimo se je že pred 2. svetovno vojno začel tudi kulturni stik z Ameriko. Marsikdo misli, da se je to dogajalo šele potem, ko v bistvu je Amerika okupirala Japonsko praktično po 2. svetovni vojni. Ampak ne, v bistvu neki vplivi Zahoda in Amerike nasploh so bili že prej. Recimo Ipei Okamoto je recimo objavljal neke priredbe Picka in Packa Wilhelma Busha. To je v bistvu zelo jasno izpričano v virih, če bi pač šli gledati neke stare japonske časopise. In ne samo on, tudi zato, ker je v bistvu bil popularen umetnik, je to krožilo med ljudmi. Tako da definitivno so se tudi drugi zgledovali po tem načinu pripovedovanja. Tu bi pa izpostavila še 2 reviji, ki sta v bistvu pomembni čisti z vidika današnje demografske delitve mang. In to sta reviji na sredini in desno. Na sredini vidimo revijo Shonen Sekai, desno pa Shoujo Sekai,
kar v bistvu samo pomeni fantovski in dekliški svet. Torej, srednja revija je namenjena fantom, desna puncam in s tem se v bistvu vzpostavi že prvič taka revija, ki loči demografiko glede na spol. In to se ohranja vse do danes. Prva pa sta mango v modernem smislu, torej v smislu sekvenčne pripovedi, uporabila Ipio Imaizui in njegov naslednik Rakuten Kitazawa. V bistvu bila sta v Ameriki in sta pač videla te tipične comic stripe, ki so se takrat že vzpostavili v časopisju. In sta jih sabo prinesla iz Amerike in nekatere tudi prevedla in jih potem objavljala. Velikokrat sicer gre še tu zgolj za pantomimo, ni še nujno to audiovizualni strip, ko ga poznamo recimo danes, ampak počasi pač se začne tudi to vzpostavljati. Recimo zelo pomembna sta bili pa tudi reviji Tokyo Pak in Osaka Pak, prav zaradi tega, ker se dobesedno zgledujeta pri ameriški reviji Pak, hkrati pa recimo pri Tokyo Paku lahko izpostavimo to trijezično zasnovo. V bistvu gre za japonski tekst, naslovi so pa ponavadi še angleški, velikokrat gre pa tudi za nek kitajski pripis, kar lahko tudi kaže na neko cirkulacijo teh revij po svetu oziroma po različnih državah. Seveda je sočasno nastajala tudi domača produkcija in tu v bistvu izpostavljam samo 3 naslove, seveda jih je ful veliko, ampak tu je samo tako, da dobite občutek, da se dogaja nekaj tudi izvirnega, da ni vsaj samo neko kopiranje. Recimo ta strip Skrajno levo je eden od prvih otroških stripov, ki je začel popularizirati govorne oblačke. Sicer še zmer pripoveduje tako, da je slikica in potem ob strani piše, kaj se zares dogaja, ampak počasi začnejo uvajati tudi govorne oblačke in liki med sabo začnejo komunicirati, ne govorijo samo drug mimo drugega. Drugi 2 sta pa v bistvu 2 primera, ki sta v bistvu zelo zgodnja primera, ena od prvih mang, ki vzpostavita znanstveno-fantastični žanr. In sta kot taka v bistvu zelo pomembno vplivala tudi na povojno produkcijo, ki je v bistvu precej bolj pomembna kot ta predvojna. Če pa se ozremo recimo še majčkeno na ta ameriški vpliv, pa je zlasti v 30-ih letih v bistvu en velik flow ameriških naslovov, ki so jih začeli Japonci prevajati in prirejati. Recimo pojavil se je Crazy Cat, Felix the Cat, recimo to konkretno na desni je Tarzan, če ga kdo ni prepoznal po tej podobi. Najbolj pomemben v tem smislu, kar dokazuje Ike Exner v svoji dokaj znanstveni razpravi, no, je pa tale Bringing Up Father, ki ga vidite na levi. V bistvu začel je izhajati v reviji kot pač priloga in je postal strašno popularen. V bistvu tukaj že gre za ta audiovizualni strip in po Exnerjevem mnenju ima ta strip največjo vlogo pri privzemanju audiovizualnega modela stripa, torej stripa, ki zgodbo pripoveduje s kombinacijo dialoga, onomatopej, znotraj zgodbenih zvokov in vizualne pripovedi, giba, mimike. Prav temu, zaradi tega, ker je bila blazno popularna, izhajala je res zelo dolgo, popularnost pa v bistvu kaže s tem, da se ta lik tega očeta pojavlja v bistvu tudi v reklamah. V bistvu so ljudje tudi dejansko zbirali te stripe in jih hranili. In v bistvu to dokazuje na nek način tudi strip, ki je nastal najprav zelo dolgo potem. Recimo Nonki no Tosan je tak zelo znan primer, oziroma Easy Going Daddy bi bil naš prevod, ki ima praktično skoraj isto strukturo oziroma isti način pripovedovanja. In v bistvu tudi velja za to za enega izmed prvih japonskih izvirnih audiovizualnih stripov, ki pa je nastal na pobudo založnika. Pač založniki so videli, da so te ameriški stripi blazno popularni in so zato tudi lokalne umetnike spodbujali, naj ustvarjajo v tem slogu. Zato tudi včasih besedilo poteka od leve proti desni, kar že majčkeno razbija mit, da je manga striktno to, kar se bere od desne proti levi.
V bistvu največja prelomnica pa je v bistvu druga svetovna vojna. Torej, Japonska je iz druge svetovne vojne prišla kot država poraženka, hkrati jih je totalno pokosila atomska bomba. Ampak kljub temu in kljub cenzuri, ki jo uvajajo države zaveznice, zlasti Amerika, ki je imela svoje postojanke na Okinawi še danes, se zgodi en velik razcvet in v bistvu do leta 1977 postane japonski trg stripa največji na svetu in tudi danes v bistvu še kar raste in se še kar širi po svetu. Po vojni so namreč založniki dojeli oziroma opazili, da ljudje preprosto rabijo zabavo, rabijo nekaj, da se zamotijo. Hkrati pa so se zavedali, da nimajo denarja, da bi kupovali neke drage knjige. Zato so iznašli koncept tako imenovanih akahonov, torej nekih zelo poceni stripov na zelo zanič papirju, ampak se je bralo in krožilo okrog, kasneje pa so vzpostavili tudi neko knjižnično izposojo. In stripi so postali blazno popularni, ne samo med otroci, ampak tudi med odraslimi osebami. Tako da bi si upala reči, no, da je ta povojna zelo konkretna situacija vplivala na to, zakaj je strip tako zelo razširjen in zakaj nagovarja vse generacije, ne samo otrok, kar je verjetno precej velik stereotip za strip in za mange. Dve pomembni osebi v tem času, oziroma dve, ki jo tudi navajajo kot nekako res pravi začetek japonskega stripa. Tole je Machiko Hasegawa in to je njen strip Sazae-san, po katerem je v bistvu posnet oziroma še vedno nastaja zelo priljubljen anime. Mislim, da ima okrog 2500 približno epizod trenutno, tako da blazno popularna zadeva, ki vztraja še danes. Gre pa za neko zelo preprosto zgodbo te protagonistke, ki je v bistvu gospodinja, precej standardno življenje in o njenih vsakdanjih avanturah, kar se tudi vidite recimo na desni, ko pač nekdo peče palačinko in se prilepi na strop in je to v bistvu največji konflikt, ki se zgodi v dnevu. Skratka, neka zelo taka sproščena, lušna reč, ki nagovarja tako otroke kot odrasle. Verjetno še pomembnejši pa je Osamu Tezuka, ki mogoče ste zanj slišali, tudi če se z mango ne ukvarjate, preprosto zaradi njegovega vpliva. V bistvu on je bil po izobrazbi zdravnik, ampak ga je manga preprosto zanimala. V bistvu zelo zgodaj jih je začel risati in delati pri založbi. Se je pa blazno zgledoval pri Waltu Disneyju, če slučajno to ni očitno iz slike na desni. V bistvu je samo v intervjujih povedal, da je gledal ogromno Disneyja, Betty Boop, v bistvu vse, kar je lahko dobil iz Zahoda. In mu je bila pač ta estetika blizu. In zato je tudi on začel tako risati in s tem je vzpostavil neko estetsko konvencijo, ki do neke mere drži še danes. Seveda so se estetike spreminjale, vsak umetnik ima neke svoje kaprice, ampak neka ta mehkost, velike oči, zašiljene pričeske, ki so mečkeno odpuljene včasih, so pa nekako ostale. In v bistvu on še zmeraj ostaja, tako kot mu nekateri pravijo, bog mange. In tudi še danes njegove zgodbe, v bistvu tudi način pripovedi je popolnoma drugačen, kot je bil prej in dejansko še danes delujejo zelo sveže in sodobno. Tako da tudi priporočamo branje. In v bistvu vse do leta 1950 je veljala ameriška prepoved upodabljanja določenih motivov, kot so recimo samuraji ali pa neke specifične borilne veščine, ker je pač to seveda povezano z japonsko nacionalno identiteto. To pa so v bistvu nadomeščali ponavadi kakšni športne mange, znanstvena fantastika, kar sem pokazala recimo že prej. V 50-ih in 60-ih se pa začnejo te motivi vračati, ampak morajo umetniki razmisliti, kakšne junake zahteva ta nov povojni čas. In recimo ena od rešitev, mislim en od odgovorov, recimo ga vidite tule na platnu. To je v bistvu manga, ki je začela leta 1959 izhajati in to je zgodovinska manga o ninjah v bistvu. In verjetno vidite razliko iz tega sloga
v ta slog. Pač nekaj se je zelo temeljno spremenilo, tu imamo neko žensko, ki je obglavljena in jo razjedajo žužki, oziroma kakorkoli že. Namreč ta umetnik je že začel nekaj novega, nek nov slog, ki se je potem dodobra zacementiral v 50 letih in to je gekiga. To bi lahko dobesedno prevedli dramatične slike. In to gibanje v bistvu predstavlja odziv na stanje Japonske po drugi svetovni vojni. Zaznamovano je pač s to neko hitro urbanizacijo, industrializacijo, migracijami. Bil je en velik kaos in ena velika beda za splošne prebivalce in to je bil nekako odziv na to, da ne moramo brati samo brezskrbnih zgodbic, ampak potrebujemo tudi resne teme in resno umetnost. Te umetniki so se združevali ob mesečniku Garo, ki ga tudi vidite na sliki. In še danes to velja v bistvu za neko revijo, ki je tako temeljni kamen alternativne mange. Tukaj je recimo nekaj primerov, nekaj izsekov iz različnih gekiga mang. Lahko vidimo, da to niso več neki srčkani liki, ampak so ali precej poenostavljeni, ali pa precej bolj realistični kot prej. Za njih je v bistvu značilno, da upodabljajo resnejše teme. Atmosfera je bolj tematična, ponavadi gre za neko formo družbene kritike, velikokrat je tudi nek občutek odtujenosti, nihilizma. Gre za surovo realnost, kjer ljudje stradajo in ne morejo preživljati družine. Veliko je tudi antijunakov, nekega pač brutalnega nasilja, pa tudi seksa. Na ravni risbe se pa to recimo kaže v teh ostrih robovih, močnih kontrastih, pa tudi temni šrafuri. In tu konkretno recimo vidite te neke protagoniste, ko mogoče ne bi rekli, da so protagonisti, glede na to, kaj se z njimi dogaja. Ampak da so zelo pasivni, ne vejo čisto, kaj bi sami s sabo. Recimo tam spodaj v desnem kotu je v bistvu en panel iz mange Človek za nobeno rabo, ki jo lahko tudi v slovenščini berete. Ko je pač nek striper, ki se je odločil, da mu to ne paše več oziroma pač noče več tega početi in poskuša zaslužiti denar na različne načine, med drugim tudi s prodajo kamnov, kar je pač prikazano tule na sliki. Tule pa navajam še nekaj primerov. Recimo skrajno levo se spet kaže odmik od neke tradicije risanja. Prav te prazni prostori recimo so zelo pomenljivi. Gre namreč tukaj za nekega umetnika, ki ne ve čisto, kam gre s svojo umetnostjo, kaj počne z njo. Hkrati ima neke težave v zasebnem življenju. Na sredini je v bistvu spet neka stran iz Cugejevega dela, ki je tudi eden od kultnih avtorjev, ko v bistvu sinu prizna, da je bednik, kar je zelo morbidno, ampak dejansko so Cugejeve mange bolj ali manj o tem, kako v bistvu umetnik se pač ne znajde v svetu in ne zmore preživeti. Skrajno desno je pa stran iz Lone Wolf and the Cub, ki pa tudi ponazarja v bistvu neko bedo, te povojne grozote. Pač ta šrafura je zelo močna, zelo so močni kontrasti, s čimer zelo nazorno prikazuje bedo teh ljudi in kako se spopadajo in da tudi otroci v bistvu ne ubežijo temu. Kako pa je z alternativno mango danes? V bistvu še vedno obstaja revija, ob kateri se lahko mladi ljudje, ki ne želijo ustvarjati po principu neke komercialne mange, še vedno lahko pridejo do tele revije, ki jo vidite desno. Imenuje se Comic Beam. In samo za primerjavo oziroma samo za občutek, cirkulacija te revije je 1% v primerjavi z ostalimi popularnimi revijami. Torej gre res za neko nišno reč, ki jo kupujejo in berejo neki študenti umetnosti in drugi ljubitelji. Na zahodu pa je gekiga ostala dolg časa nedostopna bralcem, ki ne razumejo japonsko. V zadnjem času se je temu precej posvetil Ryan Holmberg, ki ga vidite na sliki in tudi po svojem izboru v bistvu prevaja neka dela. Recimo njegovo spremno besedo K človeku za nobeno rabo imamo tudi v slovenskem prevodu, prevedeno iz angleščine.
Da pa ne boste mislili, da potem, ko se je zgodila Gekiga, da potem pa je bilo komercialne mange konec, še zdaleč ne, v bistvu se je pospešeno razvijala sočasno. In zdaj spet pridemo nazaj do Tezuke, ker mimo njega pač ne moremo. V bistvu je prav on vzpostavil recimo dva zelo klasična principa pripovedovanja zgodb, spet ločeno po spolu seveda. Na levi strani je Tetsuwan Atomu, oziroma mislim, v Ameriki so ga prevedli Astro Boy, ki je poznan v bistvu tudi po animeju, no? Mogoče še bolj kot po samem stripu. Na desni strani je pa Princess Knight oziroma Ribbon no Kishi. To pa je v bistvu prva manga, ki je namenjena prav puncam, ki je izhajala v zelo neki linearni pripovedni strukturi in je izhajala v nadaljevanjih. Torej, lahko bi rekli, da je Tezuka tudi vzpostavil neke zgodbene trope, če bi lahko tako rekli. No? Da pa ne bi mislili, on v bistvu ni ustvarjal res samo neke komerciale, tudi on je ustvarjal v Gekiga slogu in tiste dela so tudi vrhunska, so pa seveda mečkam bolj rough around the edges in mečkam bolj zahtevna, zato jih je bralo precej manj ljudi, kot recimo te dva naslova. In v bistvu po teh linijah nekako se je komercialna manga razvijala vse do danes in nastaja še danes, veliko konvencij ostaja. Zato se zdaj v nadaljevanju v bistvu hočem sprehoditi po teh različnih demografskih kategorijah, ki so nam mogoče tuje, prav zato, ker teh revij ne poznamo, oziroma pri nas pač ne izhajajo. Tudi bilo bi nesmiselno in verjetno zelo težko prevajati, ker to res nastaja vsak teden ali pa celo na par dni. Vseeno je pa fino poznati te kategorije, čisto zaradi tega, ker ponavadi v knjižnicah vseeno mange razporejajo po teh kategorijah, čeprav mogoče niti ne vemo zares, za kaj točno gre in se nam mogoče zdi celo butasto. Prva, ki bi jo želela izpostaviti, ker je tudi najbolj priljubljena že od nekdaj, je shounen. To je revijalno najbolj zastopano, najbolj prodajan žanr oziroma kategorija, ki je pa primarno namenjen dečkom in najstnikom. Deluje v bistvu na tej relaciji bojevanje, prijateljstvo, to sta nekako dve temi, ki sta absolutno povsod prisotni in zato so tudi pogosti žanri, ki jih najdemo v tej kategoriji, akcija, pustolovščine, ponavadi povezano s komedijo, tudi neke detektivske zgodbe, znanstvena fantastika. Neka specifika je recimo športna manga, ki je tudi precej priljubljena, in recimo meka, torej nek zelo specifičen žanr, kjer ljudje upravljajo robote in ponavadi gre za neko politično intrigo, zakaj se to pravzaprav sploh dogaja. Tu je seveda vprašanje, a to sploh so shounen, neke zelo preproste mange za dečke, ker so teme lahko dostikrat precej kompleksne in tudi zahtevne ali pa recimo brutalne. Spet ne, recimo Neon Genesis Evangelion pač izhajal je v shounen reviji, zato bi ga kategorizirali kot shounen, čeprav bi lahko bil namenjen tudi starejšim in načeloma tudi je. Ena dosta taka tipična struktura take zgodbe je, da imamo moškega protagonista, ki s prijatelji se bori proti neki antagonistični sili, pač bodi si kakšna je. Pri tem pa v bistvu postajajo vse močnejši, trenirajo, so vztrajni, torej v bistvu propagirajo neke vrednote, vztrajnosti, lojalnosti. Nekaj, kar pač bi želeli majhnim fantkom, ki to berejo, privzgojiti. Tu pa zdaj prikazujem neke tri primere in v bistvu tudi želim s tem pokazati, da res so zelo pogosti te poševni paneli, ki kažejo akcijo. Tega je blazno veliko, medtem ko neki umetniki, ki si pač že upajo majčkeno eksperimentirati, pa dodajajo tudi elemente, s katerimi prehajajo med paneli, recimo skrajno levo, in s tem v bistvu še nekako majčkeno popestrijo dinamiko. Hkrati so pa zelo prisotne v tem žanru tudi te črte, ki ponazarjajo gibanje. Za nekoliko starejše bralstvo pa je recimo kategorija seinen. To naj bi bilo namenjeno mladim odraslim, ker so teme resnejše, bolj zahtevne, velikokrat vpletajo neke filozofske ideje, moralne dileme, več je eksplicitnega nasilja, neke brutalnosti, spolnosti.
nekaj, kar pač ne bi želel, da nek majhen fantek bere verjetno, ali pač. In v bistvu tudi stilsko se tukaj nekoliko bolj razlikujejo. Vseeno se mi zdi, da shounen se bolj drži nekih estetskih konvencij, seveda tudi tam odstopajo glede na umetnika, ki ustvarja mango, medtem ko pri seinenu res lahko govorimo o neki estetski dovršenosti, vsaj meni se tako zdi. No? Skrajno levo je recimo ena scena iz Vinland sage, na sredi iz Vagabonda, desno pa iz Berserka. Spet sicer gre za neko bojevanje, se vidimo tu dinamiko, ampak hkrati pa recimo leva in sredinska vseeno kažeta nek drugačen način pripovedi, no, kot smo ga vajeni pri shounenu. Nasprotno pa shoujo recimo nagovarja punce. Sicer sta obe kategoriji za punce nekoliko manj priljubljeni, tudi zaradi nekega stereotipa, da gre samo za neke romantične pripovedi, kjer pač se punce zaljubljajo in je to vse, kar se dogaja, pa v bistvu ni čistko. Sicer ja, velikokrat gre za idealizirane ljubezenske zgodbe, o prijateljstvu, o iskanju identitete, o ljubezni, če recimo pokažem pač konkretne primere. Seveda gre za to, ampak ni pa samo to. Se mi zdi, da osredinjeno je v bistvu na čustva, torej če sopostavljamo, recimo shounen se fokusira na akcijo, medtem ko te bolj dekliški ženski žanri pa bolj na čustva in medsebojne odnose, na neke vsakdanje situacije. Hkrati so pa recimo tudi vizualno majčkeno posebne, oziroma veliko bolj estetizirane. Če bi vas to recimo zanimalo, obstajajo in videi in knjige o tem, kako se je to skozi čas spreminjalo, zato ker se spreminja v bistvu estetika na podlagi tudi trendov v modi. Recimo tu desno je prikaz, kako so se oči spreminjale. Oči so recimo en tak najbolj prepoznaven znak, ker so pač zelo velike, take malo kristalne, imajo poudarjene trepalnice. Hkrati so recimo stilizirani tudi modni dodatki in oblačila, kar vidite tu na obeh robnih primerih. Velikokrat je v bistvu vključena tudi narava, ki ima lahko tudi simbolen pomen, ni pa nujno. Kot recimo primer nečesa, ki izstopa iz tega vsakdanjega formata, recimo navajam levo Sailor Moon, ki ga verjetno tudi bolj po animeju poznate. Ker ja, sicer so punce, je ženska protagonistka, so lepo oblečene, imajo zelo velike steklene oči, ampak v bistvu se tudi tepejo in so zelo badass. Tako da nekako so tudi naslovi, ki pač niso ta sredinska zgodba, ne? Kjer je v bistvu bolj ali manj samo to, da se ona dva zaljubljata in kaj se jima dogaja v vsakdanjem življenju. Zelo podobno in velikokrat se jih niti ne da ločiti, razen potem, kje so objavljene, pa so josei mange, ki je tudi prodajno najmanj priljubljena kategorija, namenjena odraslim ženskam, ker pa gre še za majčkeno bolj realne življenjske situacije, tematizira pač zakon, starševstvo, erotiko, ki marsikdaj meji tudi na pornografijo, alkoholizem, družinsko nasilje, travme in podobno. Tu recimo navajam nekaj, kar se da raznolikih primerov, no? Ker vseeno mislim, da znotraj tega, kljub temu, da ni tako zelo priljubljeno, nastajajo zelo raznolike reči. Recimo skrajno levo je odlomek iz My Broken Mariko, ki se ukvarja z družinskim nasiljem in s travmo in je v bistvu zelo pretresljiva zadeva, ko jo bereš. No? Potem na sredini spet vidimo neko dosti tipično ljubezensko zgodbo, medtem ko desno pa je Paradise Kiss. Recimo tu se že vidi uporabo teh rastlin in skrajno stilizacijo, v bistvu kako ima ona detaljno narisane lase in ta make-up in v bistvu oblačila od obeh na sredini. To so v bistvu nekak značilnosti, ki tudi vizualno zelo ločijo v bistvu publiko, moško in žensko. No. To nekako so v bistvu glavne kategorije in znotraj njih nastajajo v bistvu mange vseh žanrov, različnih pripovedi. Ni to obvezujoče, v bistvu tudi znotraj recimo josei mang lahko nastane nekaj v znanstveno-fantastičnem žanru, ampak vseeno do neke mere pa lahko vemo, kaj pričakovati, ko vzamemo v roke nekaj, kar je na policiji označeno kot shounen ali pa shoujo.
In v bistvu zdaj bi se dotaknila bolj proti koncu, kaj pa se z mangami dogaja danes in kako so v bistvu prerasle meje lastne države, odkudar izvirajo. V bistvu so mange na Japonskem res nek kulturni fenomen. No. Zelo so vse prisotne in imajo zato velik vpliv na tako pop kulturo kot na gospodarstvo. So namreč v bistvu najbolj donosen izvozni kulturni produkt Japonske. Recimo desno navajam neke podatke še iz leta 2022 sicer. Ampak samo tisk na Japonskem je bil recimo vreden 5 milijard ameriških dolarjev, globalno pa 12 milijard. In to se v bistvu samo še stopnjuje. Pa to je samo tisk. Torej tudi brez digitalnih variant, ki postajajo tudi vse bolj priljubljene in tudi dostopne zahodnemu bralstvu. Prevodi prihajajo zelo hitro, tako da veliko ljudi se odloči tudi, da začnejo brati digitalno. Poleg tega se popularni naslovi zelo hitro preselijo tudi na male in velike zaslone, bodi si v obliki animiranega, bodi si v obliki live action filma. Ponavadi anime nastaja na literarni predlogi, ampak zato, ker s produkcijo, ker pač toliko časa traja, da ti ustvariš neko animirano serijo, velikokrat ljudje potem začnejo tudi brati izvirno mango, zato ker jih zanima, kaj se zgodi naprej. Pa bo recimo naslednja sezona šele čez par let. Tako da se mi zdi, da gre za neko medsebojno razmerje, da če te zanima eno, te bo prej ali slej začelo zanimati tudi drugo, vsaj majčkeno. Poleg tega pa, omenjala sem to popularno kulturo, to je na Japonskem sploh zelo zasidrano, pri nas mogoče nekoliko manj. Ampak od tega, da obstajajo razni prodajni produkti, od majic, šalic, prtičkov, res, kar se spomnite, boste verjetno našli v kakšni trgovini, kot je recimo tista tam zgoraj desna. Poleg tega recimo v lokalih obstajajo neki tematski tedni, kjer pripravljajo hrano na temo nekega lika, ki ga imajo pač fani radi. Hkrati pa v bistvu nastajajo neka in društva in ljubiteljske skupine prav posameznih naslovov ali pa pač animeja in mange nasploh, ki se potem združujejo na konvencijah, ki jih poznamo v bistvu tudi v Sloveniji, sicer precej manjšem merilu. No pa se lahko kar tu omenim, da pri nas v bistvu sta dve konvenciji, ena se je dogajala prejšnji vikend, v bistvu konvencija Umiko, ki se na slovenski obali dogaja, druga pa se dogaja v Ljubljani, Mofukon, ki ga organizira društvo Makon in letos, oziroma zdaj je že to lani, ampak decembra, naj bi se udeležilo te konvencije približno 3000 ljudi in v bistvu predsednik društva pravi, da v bistvu obiska vsako leto več, no, tako da očitno neko zanimanje je, neka skupnost se oblikuje. No ja, pri nas pa sicer ne bomo dobili takega Pikachuja, ki nas usmerja na metro postaj. Bi bilo zanimivo, če bi imeli kakšnega zvitorepca recimo na glavni železniški postaji, ko jo prenovijo. Sem omenila torej ta društva, ampak ja, kaj se pa v Sloveniji dogaja glede mang? Bolj malo. Mislim, razlogov je res veliko in v bistvu ne bi tega zdaj sploh začenjala, ker je to ena velika luknja. Ampak lahko v slovenščini beremo zaenkrat 3 naslove. Prva, ki je bila prevedena v slovenščino, je ta skrajno desno, Princesa Ai, ki je išla pri učili že leta 2007 in je v bistvu v slovenščini lahko beremo v celoti, ker ima samo 3 dele. Je pa tudi izvirno angleška, tako da obstajajo neke polemike, je to sploh manga, če je kriterij, da je manga japonski strip. Ampak kakorkoli, to je na voljo. Na sredini je ta klasika, ki sem jo omenjala že prej, pri Vige Vage knjige je izšel Človek za nobeno rabo, torej v bistvu kulten strip Gekiga sloga in skrajno levo je Jekleni alkimist, ki izhaja trenutno v nadaljevanjih pri založbi Grafit. Tako da to je v bistvu nekaj, kar lahko vzamete v roke, če slučajno kdo ni vešč angleščine ali japonščine. Tako da za konec v bistvu bi sam rekla, da seveda mange so tako geografsko kot kulturno oddaljene in zato mogoče majčkeno specifične, zlasti tisti neki posebni simboli, ki se jih moramo naučiti brati. Ampak tudi to ni nepremostljivo, če je prevod dober,
oziroma če pri njih ustrajamo, če nas pač dovolj pritegnejo. In upam, da sem uspela v tem predavanju prikazati, da so zelo raznolike, tako v bistvu vsebinsko kot na umetniški ravni. In mislim, da ponujajo res za vsakega nekaj, malo je treba pobrskati pa ustrajati tudi čez kakšen dolgočasen naslov, če mogoče vas ne pritegne. In bi vas sam povabila k branju. V bistvu 3 naslovi so v slovenščini, tako da ni nobenega izgovora. To je to, hvala.